Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se pa odpravil z gorskim kolesom, da naredim en lep 50-kilometrski krog po tem danskem podeželju. Vreme na Danskem je precej veličastno. Danes je 15. julij, zunaj imamo pa 24 stopinj Celzija. Progo za današnjo vožnjo sem narisal s pomočjo Strave, tako da upam, da bom lahko polovil čim več teh makadamskih odsekov. Bom pa seveda dal tudi v opis videa link do moje Strave, da si boste lahko pogledali, kje vse sem bil. S to današnjo vožnjo bom prebil tudi en poseben mejnik, in sicer 7000 km v letošnjem letu, kar je za 15. julij kar lepa številka. Z ženo sva se včeraj preselila 100 km še bolj severno, v neposredno bližino mesta Viborg, tako da na žalost nimam več tiste specialke, ki mi jo je posodil lastnik apartmaja v Frederiši. Najem kolesa v Viborgu sem urejal že od doma preko interneta. Na žalost je tukaj samo ena izposojevalnica koles, ki pa je zdaj v juliju zaprta, ker je lastnik na dopustu. Tako sem našel eno izposojevalnico približno 30 km proč, v mestu Silkeborg, kjer sem si lahko rezerviral to gorsko kolo za 8 dni, kar me je stalo približno 220 €. Tudi lastnik izposojevalnice v Silkeborgu je trenutno na dopustu, tako da mi je že kakšen teden prej kolo zaklenil v bližini enega nakupovalnega centra in mi na mail poslal, kje je skrit ključ, tako da sem jaz včeraj to gorsko kolo dejansko prevzel in se kar z njim pripeljal v Viborg. Jaz tukaj brez navigacije ne bi imel kaj početi, sploh brez vsakih mountain bike izkušenj me podzavestno vleče kar na asfalt, tako da še pri navigaciji sem parkrat zgrešil progo, ker nisem niti pomislil, da je treba zaviti na kakšen kolovoz. Tudi tukaj v Viborgu sva imela res srečo, ker sva dobila tak lep in prostoren apartma v eni stari, prenovljeni kmečki hiši, v mirnem, tihem okolju, brez vsakega prometa. Taka lepa skandinavska arhitektura, še s slamo prekrita streha in zelo lepo urejena okolica. Konji so zraven, lipe cvetijo, v glavnem neprecenljivo. Čau. Srečo sem imel tudi z najemom tega gorskega kolesa, pa se bom kar ustavil tukaj, da vam ga pokažem od blizu. To je gorsko kolo Trek Marlin 6. Ima 29-colske obroče, disk zavore, okvir je iz aluminija, vse skupaj tehta približno 14,5 kg. Ima 10 prestav, oprema je Shimano Deore, vilce so XCT30, disk zavore so pa Tektro. S sabo imam tudi radarsko lučko, senzor hitrosti, števec in senzor kadence. Z lastnikom kolesa sem se zmenil, da mi je namontiral SPD pedala, tako da lahko uporabljam svoje čevlje. Na fotografijah, ki mi jih je poslal, sem pa videl, da nima nastavkov za bidone, tako da sem privlekel s sabo še svoje nastavke in pa 2 bidona. V glavnem, jaz se s tem kolesom res super peljem, dobro se počutim na njemu, malo me moti edino položaj rok, ker je samo ena pozicija. Občasno se mi zgodi, da mi zaspi leva dlan, ampak to so malenkosti, to ne more meni pokvariti krasnega doživetja, ki ga imam s tem kolesom. Prilagodil sem si te ročice, tako da se mi te razširjene lopatke čim lepše prilegajo na dolžino mojih rok. Več kot toliko pa nimam kaj narediti. Za tako kolo sem gledal po internetu, moraš dati pri nas okoli 700 €, kar se mi ne zdi lih tako poceni, da bi rekel, da je to neki krš, nekaj, kar se ne splača kupiti. Zdaj, jaz se ne spoznam na gorska kolesa, tako da mi lahko kdo od vas napiše, ali je kolo vredno nakupa, ima smisel, ali mogoče rajši ne in kakšni razlogi za ali proti. Eden mi je na Instagramu napisal, da so vilice spodnji rang, da vse ostalo, da je pa v redu. Edina stvar, ki imam malo pomisleka,
je ta, da zraven kolesa nisem dobil pumpe, nobenega imbus ključa, rezervne zračnice, popolnoma nič. In zdaj razmišljam, če se karkoli s tem kolesom zgodi, dva izposojevalca sta pa oba na dopustu, bom imel verjetno težave. Ampak okej, s tem se ne bom obremenjeval, vozil bom tega treka, dokler gre. Letos lahko rečem, da sem res prišel na dopust, polno pripravljen za kolesarjenje, z vso opremo, čevlje, čelado, drese, rokavice, vse senzorje, števc, radarsko lučko. Je bilo težko spraviti v dva majhna kovčka za Ryanair, ampak je uspelo. Proga me tako občasno pripelje na asfalt, ampak vem, da ne bo dolgo, ko bomo spet na makadamu. Tako lepo mi je vijugati med temi poli po teh kolovozih. Edina stvar, ki moram paziti, je to, da sem ves čas 100% skoncentriran, da ne bi kje pogrnil. Kar sem jaz tukaj na Danskem, so samo polja, nepregledne razsežnosti različnih njiv in kultur. Ne vem, je cela Danska taka ali je samo slučajno. Zdaj, jaz se nahajam na Jutlandiji, to je ta polotok, ki gre kar iz Nemčije gor na sever, ampak tudi na sosednjem otoku Funen je bilo zelo podobno, praktično enako. Non-stop tudi piha pretežno zahodni veter, tako da Danska na ta račun več kot kar polovico električne energije pridobi iz vetra. Krasen dan, krasen izlet. Tle sem prišel do enega krasnega jezera. Očitno je to tudi označena pot, ker so stebrički z likom netopirja, ampak še nekaj vam moram pokazati, kaj sem tukaj odkril. Maline, glejte, koliko jih je. Pa na tej strani tudi. Glejte, vse rdeče. Sladke. 1:16, 22 km, gremo hitro naprej, ker nisem še niti na pol poti. Glejte, kako močvirje. In tukaj mimo naprej je speljana pot. Kakšna narava! Kakšna lepa narava! Sem si pa kar malo oddahnil, ko sem prebral na internetu, da na Danskem ni medvedov, da so zadnjega baje ustrelili tam nekje leta 1860. Ker od začetka nisem bil lih najbolj prepričan, koliko varno se je voziti po teh gozdičkih, ampak zdaj pa nekako vem, da kaj hujšega, kakor kakšna srna mi ne more priti na pot. Drugač, voda na Danskem je pitna, ampak vodnih pip tako ob cestah jih pa ni. Jaz sem zaenkrat delal samo kratke proge tja do 50 km, tako da sem imel zmeri dovolj s sabo 2 bidona. Drugač bi pa verjetno točil v kakšnem lokalu ali pa kampu. Ok, vozim se že 2 uri, do apartmaja imam pa še celih 20 km, tako da se ne bom več nič zamujal. Rad vam bi jim zaželel lepo poletje, varno vožnjo in čim več čudovitih kilometrov. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!